Naš gost je bolniški duhovnik in doktor teologije Anže Cunk. Gospod Cunk, dobrodošli na valovih 3. programa Radia Slovenija. Lep dober dan želim vsem skupaj. Post za začetek, kaj pravzaprav pomeni v krščanskem življenju in zakaj ima tako pomembno mesto tudi v cerkvenem letu? S pepelnično sredo, torej sreda takoj po pustnem torku, bomo začeli obdobje priprave na obhajanje največjih skrivnosti vere, torej Kristusovega trpljenja in njegovega vstajenja. Govorimo o 40-dnevnem postnem času, ki v bistvu, čeprav seštejemo dneve od pepelnice do velike noči, traja 46 dni. Ampak iz tega obdobja so izvzete nedelje, ki niso postni dnevi, zato pravimo, da post traja 40 dni. Je pa število 40 zelo pomenljivo in tudi simbolno, kajti 40 let Izraela v puščavi, čas preizkušnje in čas posebne božje bližine. 40 dni, ki jih je Mojzes preživel na gori Sinaj, predtem je smel prejeti božjo besedo, torej tabli z 10 božjimi zapovedmi. In o tem nam govori tudi pripoved o Abrahamovi poti na goro Horeb, kjer naj bi žrtvoval svojega sina Izaka. 40 dni in noči ni ne jedel, ne pil, hranil se je s pogledom in nagovorom angela, ki ga je spremljal. Število 40 je tudi število polnosti in popolnosti, ker so 4 konci sveta in 10 zapovedi, pridemo do številke 40, če to pomnožimo, tako da ima 40 simbolni izraz za zgodovino sveta na splošno in tudi zgodovino odrešenja. Poleg tega pa še je tudi Jezus pred svojim javnim delovanjem šel za 40 dni v puščavo, da se je pripravil na samoizolacijo. Tako, v samoizolacijo. Skratka, čutimo lahko tukaj precej bibličnih povezav z številko 40. Velikokrat slišimo, da v resnici postni čas nekako predstavlja tudi čas neke tišine, pa tudi notranje prenove. Zakaj je ravno tišina, zbranost, tudi nekakšno odrekanje? Kako sami razumete to v luči vašega dela, ki je seveda velikokrat povezano tudi z bolniško posteljo? Tišina je zelo pomemben dejavnik našega življenja, čeprav se jo najbolj bojimo. Zato skoraj nikoli ne maramo tišine. Ne? Imamo slušalke, imamo televizijo na glas, radio na glas, tako samo zato, da bi utišali ta glas vesti, ki nas pregovori. In to je tisto, za kar je tišina pomembna. K temu nas vabi postni čas, zato da naredimo neko refleksijo svojega življenja, da poglobimo tudi svoj odnos z Bogom, da poglobimo odnos z bližnjimi, pa tudi samim seboj. In največkrat je tišina tista, ki res najbolj spregovori. To res lahko vidimo v bolniških posteljah. Ljudje v tistih trenutkih ne morejo več govoriti. Velikokrat. Ampak če vejo pa, da je nekdo zraven, ker se čutimo, ker se tudi se ga dotaknem bolnika in mu dam vedeti, da sem zraven. In to jim je zelo veliko pomeni. Spomnim se enkrat ene gospe, ona je lahko še govorila in je naredila eno tako refleksijo življenja in na koncu je rekla, pa jaz nisem rekel niti ene same besede, je rekla, zelo lep pogovor sva imela in vas bom še povabila. Ne? Torej, v bistvu je slišala dejansko samo sebe. Vaša prisotnost je bila prisotnost tista, kar največ pomeni, zato da nekdo zdrži ob teh trenutkih. Ne? Kako zahtevna je v resnici takšna preizkušnja, ko se soočate tudi s tistimi, ki počasi odhajajo? Življenjski proces je naravnan seveda tako, da enkrat to zemeljsko življenje tudi zapustimo. Ne? In smrt v bistvu je naravni proces, čeprav se jo zelo močno bojimo, ker nam je nekaj nepoznanega, pa kljub vsemu jo imamo za nekaj nenaravnega. A vendar, ko se ljudje poslavljajo z tega sveta, so kljub vsemu to lepi trenutki. Ker je lepo videti nekoga, ki je spravljen sam s sabo, spravljen z bližnjimi, svojci, spravljen z Bogom in tako lahko v miru odide. Ne? Vsekakor pa ni lepo videti človeka, ki se bori, ki težko umira, ki ima agonijo, ker je tukaj še strah zraven prisoten, pa tudi tega je potrebno na nek način umiriti, zato da lažje odide. In tudi velikokrat nagovorim svojce, ker je svojcem v bistvu velikokrat najtežje, jih nagovorim, da je potrebno človeka spustiti, zato da lahko on v miru gre in da lahko gre v božji mir. In vse to nam v bistvu predstavlja tudi tišino, predstavlja post, čas pokore, čas preobrnenja
in poseben čas milosti, ko deluje Bog na poseben način in da vedeti, da je prisoten zraven. Ne? Kajti Bog je poslal svojega sina ravno zato, da bi bil v teh trenutkih trpljenja z nami, da ve, kako nam je, ker je tudi sam šel čez to. Če se dotaknemo še tudi enega zanimivega segmenta, ki morda nekoliko gre že skoraj v smer komercialnosti, to je na nek način odrekanje, in ko govorimo o odrekanju, govorimo včasih o odrekanju od alkohola, odrekanje od druženj in tako naprej. Kako ga razumemo in kako se upada na nek način tudi s cerkvenim letom? Se pravi, predvsem v postnem času se odrečemo določenim ugodnostim, ki jih imamo. To so lahko čisto materialne stvari. To so lahko čisto materialne stvari, tako kot ste jih že našteli, ali pa je v bistvu to, ali pa da posvetimo svoje življenje bolj dobrim delom, odnosu z ljudmi, smo bolj pozorni na njih, bolj sočutni kot usmiljeni Samarijan, da opazimo ljudi, kajti to je največkrat, da ne spregledamo, in tudi to je velikokrat odrekanje. Odrekanje od samega sebe. Preko odnosa prepoznamo nekoga drugega. In si odtrgamo svoj čas, kar danes smo v času, ko se nam mudi, ko bi radi čim več stvari naredili. Ekstremna individualizacija. Tako, zato je tudi ni samo odrekanje na telesni ravni, ampak je tudi v tem odnosnem. In prav zato nas post spodbuja k temu, da se ustavimo, da ne hitimo, da se srečamo samim sabo, da se srečamo z ljudmi, da se poslušamo. To je največkrat pomembno, saj srečujemo se že, slušamo na njih, ampak slišimo se pa ne. Ali pa, da vedno ne preusmerjamo pogovora v tisto, kar bi sami želeli, da se pogovarjamo, ampak da tudi damo drugemu možnost, da pove in izrazi svoje mnenje. In samo temu nas v bistvu spodbuja tudi to cerkveno leto, in nam te drže pomagajo biti bolj podobne Jezusu, usmiljenemu Samarijanu. Bi bilo dobro včasih tudi kakšne dobre navade, tudi v smislu notranje duhovne prenove, prenesti skozi vse leto? Bi bilo, ja, definitivno. Če smo se v bistvu v postu za 40 dni odpovedali eni stvari, to pomeni, da si jo lahko odpovemo tudi za celo leto, lahko za celo življenje, ker to je en čas obdobja, ko naredimo veliko preizkušnjo. Kaj pa je tisto, kar morda na drugi strani, ste duhovnik in se srečujete z verniki, kaj je tisto, kar je morda največja preizkušnja za vernike v tem času in hkrati tudi največja sreča? Največja preizkušnja za sodobnega človeka se mi zdi predvsem to je, da se odrečemo nepotrebnemu nakupovanju, da se odrečemo tehnologiji, ker smo od tehnologije odvisni, pa ne samo odvisni v smislu odvisnosti, ampak smo odvisni tudi zato, ker jo potrebujemo za osnovno komuniciranje, in zato je težko. Seveda telefon recimo potrebujemo za osnovno komuniciranje, lahko se pa odrečemo brskanju po spletu v tem času ali po gledanju. Vsega ne moremo. Vsega ne moremo, tako. In če se odpovemo in premagujemo s tem tudi sami sebe, potem nam to prinese neke sadove, nam prinese milosti, da zmoremo. Tudi sami si lahko damo nagrado. Seveda pa ni to, da bi sedaj sedeli na tej lovoriki, ampak da to naredimo v smislu spreobrnenja, da bom zaradi tega boljši. In da potem, ko gre enkrat postni čas mimo, da ne zapadem zopet nazaj v isto navado, kot sem jo imel. To se mi zdi eden najbolj ključnih elementov za obhajanje postnega časa. Nekaj sva že nakazala, ko sva govorila v bistvu o starozaveznih potezah, ki govorijo o številki 40, ampak če se dotakneva teološkega in zgodovinskega korena posta, odkud ta praksa sploh izvira? Odpoved hrane je, kot sva že rekla, zgolj en majhen segment, kaj ne? Res je. Cerkev nas v tem času vabi, da naj te dni živimo z vrsto krščanskih drž, ki nam pomagajo biti bolj podobni Jezusu. In sicer te drže so post, molitev in pokora.
Biti mora kot 40-dnevni odmik, med katerim se po zgledu Kristusa, ki se je umaknil v puščavo, pripravljamo na praznovanje velikonočnega tridnevja z očiščenjem srca, torej popolnim krščanskim življenjem in tudi kesanjem. In Jezusovo vabilo, spreobrnite se in verujte evangeliju, je nagovor človeku, da z te svoje strani naredi tisto, kar more in z Božjo pomočjo lahko stori. Vsebuje tudi priporočilo k postu, ki ni sam sebi namen, ampak je sredstvo, kot sem dejal, da bi človek lažje premagoval svoje sebična nagnjenja in zorel v dobrem, predvsem pa, da bi iskal Boga v svojem vsakdanjem življenju. Zgraditi moramo svet, kjer se bo spoštovalo življenje vsakega človeka, vsakega moškega, ženske, otroka, reveža, bolnega, ubogega, nerojenega, zavrženega. In postni čas nas vabi, da smo drug do drugega solidarni, da ne pozabimo na pomoč potrebnim, da jim pomagamo po svojih najboljših močih in pa tudi darujemo zanje nekaj od našega preobilja. In k tem spodbujam tudi moje župljane, pa vse ljudi dobre volje. Gospod Cunk, če se dotakneva tudi globljega odnosa z Bogom, govorimo o tem, da je v bistvu post priložnost za duhovno prenovo, ampak kako zares doseči ta stik, kako poglobiti odnos z Bogom? Postni čas nas uči živeti Kristusovo ljubezen na zelo radikalen način, torej odrekanje, in pa začne se s prepoznavanjem Božje ljubezni do nas od začetka našega življenja in pa tudi s spominjanjem Božjega povabila, naj postanemo eno z njim. In v tem času smo pozvani, da naredimo inventuro svojega življenja, da se tesneje združimo z Bogom in pa tudi odstranimo stvari, ki nas bi lahko ovirale od te naše predanosti Bogu in bližnjim. Priča v resnici te inventuri. Res je, ker ljudje delamo inventuro, neprestano se sprašujemo, neprestano iščemo odgovore, ker smo neprestani iskalci in ta čas je temu namenjen, da dobivamo odgovore, da se sprašujemo tudi o teh težkih vprašanjih v smislu življenja, o trpljenju in tako dalje. In v bistvu pomembna je tukaj disciplina, ki je vedno namerna in ni nikoli naključna. Tudi recimo discipline algebre se naučimo čisto po naključju, ali pa medicine, ali pa glasbe, drsanje, v bistvu se moramo vse naučiti, zato ne da bi to nameravali. In vedno mora biti najprej prisoten ta naš namen in enako velja tudi za Jezusove učence. Kakšna motivacija? Motivacija. To nas vedno znova spodbuja in ta motivacija je, da iščemo Boga, da iščemo bližnjega, da iščemo tudi samega sebe. Simbol pepela sporoča sodobnemu človeku o miljivosti, ponižnosti in novem začetku. Kaj pomeni ta poseben trenutek pepelnice v cerkvi? Prah smo in v prah se povrnemo. Cerkveni oče Tertuljan v 3. stoletju nam pripoveduje, da so grešniki delili pokoro v raševini in pepelu. Kakor pri Izraelcih v Stari zavezi je bilo pepeljenje simbol notranje spokornosti, tudi pri kristjanih pa že v prvih dobi tudi v navadi. In ker je pokori posebej namenjen postni čas, so zato v srednjem veku za večje grehe nalagali pokoro in pa spokornike pepelil zlasti v začetku posta. Ta obred se je vedno vršil na pepelnično sredo in je zelo zanimiv. Spokorniki so se zbrali najprej pred cerkvenimi vrati, bosi, oblečeni v raševnik, se pravi v strgana oblačila. Duhovnik jih je nato pospremil v cerkev in molil nad njim spokorne psalme. Nato pa jih je škof pokropil z blagoslovljeno vodo, posul s pepelom in jim nadel spokorno obleko ter tudi povedal kazen za greh. Kakor je bil Adam izgnan iz raja, tako so bili spokorniki za svoje grehe iztirani iz cerkve in niso pa bili nikoli izobčeni, ker so vedno imeli možnost se vrniti nazaj v cerkev. Seveda so se te prakse iz srednjega veka niso ohranile, tako da delamo zdaj popolnoma drugače, ampak s postom, molitvijo in miloščino, pa drugimi dobrimi deli lahko Bogu damo zadoščenje. In že v srednjem veku je bilo tudi tako, da so jih potem na veliki četrtek pa zopet sprejeli nazaj v cerkev.
In iz ponižnosti so se s pokornikom pridruževali tudi drugi verniki in se dali pepeliti, zato da bi bili vsi skupaj v tem. Ne samo javni, veliki grešniki, katere so razglasili, ampak vsi smo skupaj, vsi smo bratje in sestre. In zato se vsi posujemo s pepelom. In pepel spominja človeka na smrt, zato smo prah si in v prah se povrneš, kaj ti z prahu zemlje smo bili ustvarjeni in zopet se v prah nazaj vračamo. In v nas pa bodita tudi duh spokornosti. Za pepel se sežgejo oljčne vejice, ki so bile blagoslovljene na cvetno nedeljo prejšnjega leta. Tako da vedno ohranimo oljčne veje iz cvetne nedelje, da lahko potem dobimo pepel za naslednje leto. Je to tudi del tradicije na Slovenskem? Morda kakšna je razlika od drugod? Post ima vendarle dolgo brado. Kako zahteven izziv je za vernike preobraziti dolgoletno tradicijo nekako tudi v poglobljeno duhovno izkustvo? Se pravi, obstaja nekaj teh starodavnih praks postnih, ki jih omenja evangelij. Kar sem že večkrat rekel, molitev, post, miloščina in pa dobra dela oziroma dela usmiljenja. In te tri prakse nam omogočajo, da se približamo tako Bogu kot tudi bližnjemu. Za naše krščansko življenje je značilno, da so te tri stvari skupaj v bistvu vsak dan v letu, ne samo v tem času. In prva in najbolj očitna je molitev. Kot prijatelji moramo skupaj početi stvari, kot so biti v navzočnosti drug drugega, se srečati, se pogovarjati, se veseliti in enako velja tudi za prijateljstvo z Bogom. Post pomeni, da se odpovemo kakšni priljubljeni hrani ali pa jemo manj, pomeni tudi, da se odpovemo stvarim, v katerih uživamo, ki niso nam najbolj življenjsko potrebne, in pa da opustimo stvari, ki so prijetne za naše čute in za naš okus, torej kakšna sladkoba, za kakšnega je to kakšna slano zadeva, kakorkoli. In to nas spominja, da če želimo priti v nebesa, da se odpovemo tudi trenutnim nagonom, da vzamemo svoj križ in sledimo Jezusu. In pa potem seveda so tudi še dobra dela, ki jih opravljamo vsak dan v našega življenja. Post in postne navade niso samo v katoliški cerkvi, ampak so tudi pri pravoslavnih in protestantih, pa tudi pri muslimanih. Islam ima recimo obredno čisto ali nečisto hrano in tako dalje. Krščanstvo pa je bilo od samega začetka povezano s postenjem, in tem nam pripovedujejo mnoge strani Nove zaveze in tudi izročilo zgodnje cerkve. Post v sredo in petek pred tedenskim praznovanjem Velike noči, torej pred vsako nedeljo, sta postna dneva sreda in petek. To pomeni, da se takrat vzdržimo kakšnega mesnega priboljška, kakšne sladkarije in naredimo kakšno dobro delo več. In Veliko noči predstavlja samo jedro, iz katerega se je kasneje potem razvil sistem enodnevnega ali pa večdnevnega posta, ki ga je podedovala in ga živi tudi pravoslavna cerkev. Post v rimokatoliški cerkvi pa je reduciran samo na določene maloštevilne dni v letu in je v veliki meri prepuščen svobodni izbiri posameznika. Podobno tudi redki in improvizirani dnevi v protestantskih skupnostih. V pravoslavni cerkvi pa lahko razdelimo na dve osnovni skupini, se pravi enodnevni ali pa večdnevni post. Enodnevni sta vsaka sreda in vsak petek v letu, potem praznik Svetega križa pred krstom v Jordanu, praznik obglavljanja Janeza Krstnika, praznik povišanja Svetega križa in tako dalje, in še bi lahko našteval. Večdnevni posti pa so veliki posti ali velikonočni post, ki traja pri njih 8 tednov, potem post Petra in Pavla ter 14-dnevni post pred praznikom Marijinega vnebovzetja in pa božični post od 28. novembra do 7. januarja. In post je lahko tudi za obljuba ali pa posebno naložen strani cerkvene oblasti, cerkvene avtoritete. Povprečno je tekom enega koledarskega leta okrog 200 postnih dni v pravoslavni cerkvi. Pri nas malo manj, pri protestantih še malo manj. Za konec, dr. Cunk, bodiva osebna, kako bo izgledal vaš post in kako naj poslušalci izkoristijo priložnost postnega časa? Seveda v prvi meri bo izgledal tako, da se bom odrekel kakšni dobri stvari, sladkariji, ki jih imam še posebej rad. To bo na tej čisto telesni ravni, drugače pa seveda bolj poglobljen odnos in si vzeti čas za ljudi, dalj časa se z njimi pogovarjati, dobro delo narediti, se pravi obiskovati bolne, to, kar počnem v bistvu vsak dan, in si res jim prisluhniti,
se z njimi pogovoriti. Tako da v bistvu neko nadaljevanje in pa v bistvu samo še bolj poglabljanje in poglobitev tudi odnosa z Bogom, kajti iz tega se ven črpa iz našega vira, drugače ne gre. Drugače delamo na sebi, na svojem egu, na svojem aplavzu, če ne delamo za nekoga drugega, torej za njega, ki je prišel za to, da bi mi imeli večno življenje. In ta čas je res potrebno izkoristiti, nam je vsako leto dan, zato da se ustavimo, da poglobimo odnose z bližnjimi, naredimo refleksijo življenja. To se vedno znova sprašujem ravno o bolniških posteljah. Kaj pa, če bom jaz jutri na istem mestu ali pa že danes? In k temu nas lahko spodbudi tudi postni čas, da se tudi take stvari vprašamo, katere se bojimo, a vendarle so naravne. Dr. Anže Cunk, hvala, ker ste bili naš gost in hvala za vaše dragocene misli. Hvala lepa za povabilo in blagoslovljen postni čas želim. Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa lep preostanek dneva. Sedmi dan.